To si opazila, da je bila prejšnji teden v hiši tudi Teja. Nisem vprašal zato, ker je zelo hitro prišla in hitro šla. Sem opazila, seveda. Kakšen komentar njega nastopa mogoče? Verjetno je fajn je probati, ampak vsem bi lahko mogoče malo dlje zdržala. Ja. Sicer mlada punca je, ampak ne vem, jaz mislim, da bi lahko malo dlje zdržala. V bistvu že po 2 dneh je začela v domotožju govoriti in potem se kar na hitro odločila, da gre domov in nismo mogli ostati. Ona se je pač odločila, tako je odločna, tako da to je naredila. Tako je hitro prišla, tako je tudi šla. Ti si v hišo prišla naknadno, nisi bila od začetka, se pravi, lahko si že doma malo gledala, kako vse skupaj poteka, kakšni so liki, kakšni so odnosi med liki. Ko si se vselila v hišo, je bilo veliko presenečen ali je bilo kar nekako tako, kot si ustvarila vtis doma? Ja, kot prvo bi najprej povedala, da je bilo meni mogoče težje kot ostalim, ker sem bil skupaj od začetka. Tisto, ko pride naknadno, je vedno nekako na udaru. Tudi recimo, ne vem, če si v šoli v 1. razredu, vsi naenkrat grejo v 1. razred, je drugače, kot če pride nekdo nov, recimo v 2. razred. Ga vsi gledajo, ga vsi nekako sodijo, ne vem, pač iščejo napake, karkoli. Jaz pa tudi, ne vem, sem bila že prej dosti na udaru medijev in ko so mene zagledali, mislim, da sem bila kar presenečena. Predvsem je bila Nana presenečena. To sem takoj opazila. To je sicer meni zanimivo, da je bila presenečena, ker jaz, če bi bil Nana, bi pričakoval, da mi bojo vselili v Big Brotherja, točno tebe. No, pa po možnosti še Aleša. Ni vedela, kako bom jaz tudi reagirala, ampak jaz sem tak človek, pač ne gojim nekih zamer, Vem, ne more biti več, kot je bilo, ampak jaz pač oprostim, pozabam pa ne. Alešov angažma v Big Brotherju, kako si ga videla? Ja, to je bilo nepričakovano, ampak po tistem aplavzu ljudi, ki smo ga videli, lahko tudi mi v hiši, sem jaz potem tako vedela, da ne gre Zlatko domov, čeprav si to želel takrat, da bo šla Nana. Ker pač ljudje vidijo, tako kot je meni izigrala in potem tudi z drugimi probala nekako spet karto v hiši in pač ljudje vidijo celo situacijo. Meni je sicer zanimivo, da sta vidva z Alešem, glede na knjigo, še vedno v dosti dobrih odnosih, glede na to, koliko je on nastrojen proti Nani. V bistvu, ti si dala osnovo za knjigo, ne? Ne, jaz ti nisem dala osnovo za knjigo. Mislim, kaj, si ona iz glave to napisala? Ne, tako je bilo. Tistem trenutku, ko so se midva z Alešem ločevala, to so mediji takrat zagrabali in pisali o tem in gor in dol. Zato tebe sprašujem, ne? Jaz sem takrat umaknila malo, sem hotela se umakniti in sem hotela mirna, Nana se je pač pojavila z nekimi informacijami, gor dol v Alešu in tako naprej in kot neka prijateljica ne vem, šle so na kavo, in kot recimo, ne vem, ti svojemu kolegu pokraš na kavo, pač poveš določene stvari vse, ampak če tvoj prijatelj, pravi prijatelj, kot se je ona izdala in povedala k meni, celo družino me tolažila in kot neka mama bila, sem mislila, da bo to zase zadržala, Ona je pa potem pač prišla nek dan z idejo, da bo napisala knjigo, da bo napisala ljubezensko zgodbo in sem ji res verjela in sem mislila, da bo to res lepo ganljiva knjiga, Potem pa se je kar enkrat odmaknila in ko sem slišala, kakšno knjigo bo napisala, sem ji poslala, oziroma moj odvetnik je poslal pač prepoved kakršnega koli objavljanja, Ona je pa potem se odmaknila in izdala knjigo, ki jo je pa seveda sama zgodbe prikrojila, dopolnila in napihala in tako naprej, Tudi knjigo je napisala pač v prvi osebi, ko jo pišem jaz, tudi slike v bistvu dobila, od medijev in tako naprej. Tako da podpisala se na koncu z mojim imenom, jaz pa od te knjige lahko še enkrat povem. Nisem jo niti tožila potem, da bi karkoli zahtevala. Nisem imela niti €1, nisem imela nič razen pač medijsko spet. In še vedno si zdržala ob njej v zelo majhni hiši, ne da bi, znorila. Ja, pač nisem tak človek, namaram se kregati. Ne vem, pač zunaj nismo bile v nobenih kontaktih, tudi noter pa pač smo živeli skupaj, mogli smo pač preživeti, Nisem se niti na začetku z njo pogovarjala, pač tisto, kar je nujno, potem pa se sama nekako probala do mene priti, potem je začela govoriti, kako ima ona mene rada in gor in dol in ne vem kaj, ampak jaz sem par dni prej pač videla tudi po televiziji, kaj ona meni govori, Tako da sem mi tudi dala vedeti, zaradi tega smo tudi kazensko nominirali, ko govori, ne vem, da sem brez hrbtenice in tako naprej, Mislim, da če je kdo brez hrbtenice, da ne vem, tukaj je ona, ki je meni pomaga večino takrat izrabila, da je pač pisala knjigo in da mi te hotela nekaj zaslužiti, Potem se ta zgodba ne more končati tako, da po velikem bratu z Nano napišeta še eno knjigo. Ne. Resnica o Urški Čepin. Če bo kdo pisal knjigo o meni, bom pisala sama knjigo o sebi. Ja, to sem že razmišljala.
Tako da mogoče bom res napisala. Ampak bom še pustila še nekaj časa, da še malo stvari se zgodi, da pride do knjige.